Medtem ko Venezuelci čakajo en narezek, pa smo Slovenci praznovali kulturni praznik, ki vsako leto tudi umetnikom ponudi možnost, da pokomentirajo stanje slovenske politike. V letošnjem prazniku pričakujem seveda z odra spet kakšen govor, ki bo udrihal po slovenski politiki. Sam tega ne jemljem tragično. To je pač dan, ko si umetniki lahko dajo duška in povedo, katero krepko čez vlado, čez ministrstvo. Je pa res, da bodo letos lahko napadali zgolj VD ministra. Šarc ima prav. Politiko ne komentirajo strokovnjaki, ne pa neki zabavljači, ker delajo to za lastno publiciteto. Mislim, meni ljudje. Smo pa letošnji kulturni praznik praznovali brez kulturnega ministra, saj je Dejan Prešiček odstopil, potem ko so zoper njega pojavile obtožbe o mobingu. Stranka SD zdaj pospešeno išče novega kandidata za zaposlene na kulturnem ministrstvu, pa so organizirali prav posebne delavnice. V SD so medtem, ko iščejo ministra za zaposlene na kulturnem ministrstvu, organizirali tudi predavanja o mobingu. Ja, ker je bilo preveč prijav o mobingu, je bilo treba zaposlenim v javnem sektorju razložiti, kaj sploh je mobing oziroma psihično nasilje. Ker mobing v javnem sektorju ni isto kot mobing v zasebnem. Mobing v zasebnem sektorju je, če te direktor zbudi in pokliče v službo ob 11. zvečer. Mobing v javnem pa, če to naredi ob 11. dopoldne. To je razlika. To je razlika. Ne razlikovati. Poleg očitkov o mobingu pa so nekdanjega ministra Prešička doletele tudi obtožbe, da je službenega šoferja uporabljal za prevoz svojih glasbenih inštrumentov. Neuradno naj bi šlo za njegov saksofon, ki bo odslej, tako kot vsi drugi saksofoni, moral uporabljati javni prevoz. Se je pa gospod Prešiček že izrekel o tem, kakšnega kulturnega ministra si želi videti kot svojega naslednika. Je to rato zdaj nek vrot stolček, kamor, ki ni lih tako zaželjen. Bi si pa vsekakor želeli, da bi bila to neka oseba, ki bi nadaljevala to pot. Katero pot točno? Pot saksofona od Litije do Čateža? Katero pot? Ker je res za trenutno najbolj nezaželen stolček, bo morala stranka SD najti pogumnega kandidata, ki ga bo pripravljen prevzeti. Ali tak človek sploh obstaja, ne vemo, ampak kot je nekoč rekel Boris Kobal, nocoj so dovoljene sanje, pizda, jutri je nov dan. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!